V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi sestre, dragi bratje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnje bogoslužje. Vsaka nedelja je Božji dar. Ni samo dan v tednu, ampak povabilo, da za trenutek se ustavimo in se spomnimo, kdo smo in komu pripadamo. Med tednom na življenje pogosto razprši na nešteto strani. Skrbimo za delo, družino, zdravje, prihodnost. Toliko glasov nas nagovarja, da včasih komaj še slišimo glas svojega srca. Bog pa nikoli ne kriči. Vedno govori tiho. Govori v miru, v tišini, v svoji besedi in v globini človekove duše. Zato je bogoslužje trenutek, ko se ne zbiramo predvsem zato, da bi nekaj opravili, ampak da bi dovolili Bogu, da nekaj stori v nas. Morda danes ne potrebujemo novih odgovorov, ampak novo srce. Morda ne potrebujemo več moči, ampak več zaupanja. Morda ne potrebujemo, da se naprej spremeni svet okoli nas, ampak da se nekaj spremeni v nas samih. Bog nas danes ne bo srečal samo v lepih besedah. Srečal nas bo tam, kjer smo najbolj resnični, v naših hrepenenjih, strahovih, vprašanjih in upanju. Njegova navzočnost ne odvzame vseh bremen, daje pa moč, da jih nosimo pogumno. Zato odprimo danes svoje srce, morda prav današnje srečanje z Gospodom je začetek nečesa novega. Kajti Bog vedno prihaja k človeku z enim samim namenom, da bi mu podaril življenje v polnosti. V nadaljevanju prisluhnimo obvestilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri lepo vabljeni, da se zberemo v cerkvi k skupni molitvi. Vzemimo si ta večerni čas, da v edinosti in tišini položimo pred Gospoda zahvale in prošnje za prihajajoči teden. V sredo ob 19. uri vas toplo vabimo na svetopisemsko predavanje, kjer bomo skupaj iskali odgovore na eno najtežjih vprašanj krščanske vere. Tema predavanja bo pekel, mit ali resnica. Prihodnjo nedeljo, 2. avgusta, pa vas ob 10. uri z veseljem vabimo k osrednjem bogoslužju sveto večerjo. Zbrali se bomo ob mizi Gospodove milosti, kot ko so v zakramentu obhajale spominjajmo se Kristusove daritve in njegove navzočnosti med nami. Lepo dobrodošli vsi od najmlajših do najstarejših. Sledi skupna pesem Ti si se dotaknil me.
sesti. Biblično vodilo pravi takole: nekoč ste bili namreč tema, sedaj pa ste luč v Gospodu. Obnašajte se kot otroci luči, saj luč je namreč v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. V Psalmu 119 pa beremo: kako lahko ohrani mladenič svojo pot čisto, če bo izpolnjeval tvojo besedo. Z vsem svojim srcem te iščem, ne daj, da zablodim od tvojih zapovedi. Tvoj izrek hranim v svojem srcu, da ne bi grešil zoper tebe. Slavljen si, o Gospod, uči me svojih zakonov. Svojimi ustnicami oznanjam vse sodbe tvojih ust. Nad potjo tvojih pričevanj imam veselje, kakor nad vsem bogatstvom. Ob tvoji ukazi hočem premišljati in gledati na tvoja pota. Ob tvojih zakonih se bom naslajal, tvojih besed ne pozabljam. Amen. Priznajmo svoje grehe pred Gospodom. Dobri Bog, ob zahvali, da te smemo še vedno imenovati Oče nebeški, pa v luči tvojih besed tudi tokrat spoznavamo, da sami še zdaleč nismo hvaležni otroci. Tudi v minulem tednu je bilo preveč stvari, ki so nam se zdele kot nepomembne malenkosti, pa vendar so zastirale misel na tvojo prisotnost, potrpežljivost in delujočo ljubezen. Zato te prosimo, odpusti nam zgrešeno in usmili se nas. Besede milosti in slavospev pa so naslednje. Jezus reče: resnično, resnično povem vam, kdor veruje v mene, bo dela, ki jih izvršujem jaz, tudi sam izvrševal. In kadarkoli boste prosili v mojem imenu, to bom storil, da se Oče poveliča po Sinu. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Gospod, naš Bog, ob zahvali, ker si nam dovolil se zbrati v zavetju in tišini tvoje hiše molitve, te prosimo, umiri naše misli in srca, da bi lahko začutili, kako blagodejno je bivanje v tvoji bližini in kako potrebne so nam tvoje besede na poti življenja. Pomagaj nam, da nam bodo dale nove moči in poguma za uresničevanje dobrote in dejanj ljubezni v odnosu do tebe in do soljudi, ki so nam brati in sestre, tudi takrat, ko tega nočemo ali ne moremo priznati. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo, predtem pa bomo zapeli skupno pesem Ljubezen Božja nikoli ne mine.
izvolite sesti. Današnje berilo je iz Evangelija po Mateju, 5. poglavje, prispodoba o soli in luči. Vi ste sol zemlje, če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. V prebranem odlomku nam Jezus želi povedati, da naše življenje ni brez pomena. Sol daje okus in luč premaguje temo. Morda se včasih počutimo majhni, utrujeni ali šibki, kot majhna lučka, ki še komaj sveti. Toda tudi majhna luč je v temi dragocena in tudi majhna količina soli lahko spremeni okus v hrani. Sol in luč sta podoba življenja, ki se daruje. Sol se raztopi, da bi dala okus. Luč izgoreva, da bi svetila. Tudi mi smo poklicani, da skozi svoje življenje prinašamo odsev Božje ljubezni v ta svet. In naj bo naše življenje sol, ki prinaša dobroto tam, kjer je grenkoba, in luč, ki prinaša upanje tam, kjer je tema. In v nadaljevanju bomo zapeli pesem, ki govori o tej luči. Zato vstanimo in naj bo naše slavljenje skozi pesmi, zahvaljevanje in bodimo v tem slavljenju združeni skupaj.
Ti, da Ti prebivaš svojim duhom med nami. Hvala Ti, da nas Ti tolažiš. Hvala Ti, da nam Ti daješ upanje. Hvala Ti, da si Ti svetloba, luč v tej temi. Hvala Ti, Gospod, da nas Ti držiš s svojo mogočno roko. Hvala Ti, da si z nami v vsakem trenutku. Hvala Ti za to cerkev. Hvala Ti, da imamo drug drugega. Hvala Ti, Gospod, za Tvojo besedo. Hvala Ti za Tvoj mir, ki nam ga daješ. Hvala za Tvojo ljubezen, ki jo okušamo v vsakem trenutku življenja. Hvala Ti, da smo lahko Tvoji otroci in želimo Ti reči tega jutra. Hvala Ti, ljubimo Te, Jezus, ljubimo Te, Duh Sveti. Hvala Ti za vse. Amen. Izvolite sesti, današnja otroški kotiček bo bolj počitniško obarvan, ker jih ni veliko, kljub temu pridite vsi, kateri ste, bomo pa še starejši danes malo otroci. Dragi otroci, kaj imam jaz tu v roki? Kaj ne uporabljate kremo za sončenje? Kdaj in kako uporabljamo kremo za sončenje? Ko smo na morju, na jezeru, na bazenu, ob reki, uporabljamo, da nas ta krema ščiti pred opeklinami. Sončna krema je zelo pomembna, ker nas ščiti pred sončnimi žarki. Če bi bili dolgo brez zaščite na soncu, zvečer bi nas začele ramena peči. Ali se vam dogaja, da vam starši pravijo, daj se namaži, ker boš opečen, ne? Se dogaja. In kaj odgovarjajo otroci? Sej ni treba, sej ni tako močno sonce. In zvečer, ko so ramena rdeča, takrat je pa joj. Sedaj pa vas bom vprašal nekaj drugega. Ali poznamo kristijani še kakšno zaščito? Da, poznamo Jezusa. Jezus je naša zaščita vsak dan, na vsakem koraku. Jezus ne gre z nami samo v cerkev, ampak je z nami, ko gremo na počitnice, ko smo doma, ko se igramo, ko se peljemo s kolesom ali s kerojem. Vsako jutro, ko se zbudimo, recimo Jezusu, Jezus, bodi moja zaščita, na vsakem koraku. Dragi otroci, kaj smo se danes naučili? Da sončna krema ščiti pred opeklinami, da Jezus pa nas ščiti pred nesrečami in je ves čas z nami in skrbi za nas. Zato vas moram pohvaliti, da kljub počitnicam ste prišli v cerkev. In želim vam še naprej lepe počitnice in naj vas Jezus čuva, kjerkoli boste preživljali počitniške dni. Ko pa boste šli na morje, bazen, jezero ali reko, pa ne pozabite vzeti sončno kremo, da ne bojo ramena rdeča. Želim vam še naprej Božji blagoslov in za tamale verjetno je pripravljeno za varstvo, drugi pa bomo poslušali Božjo besedo. Ja, bližali se bomo Božji besedi, predtem pa bomo zapeli še pesem Aleluja, Alelu in pobrali prostovoljno nabirko. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Lepo, da smo zbrani v Božji hiši. Duhovnica Katja in duhovnik Peter sta danes v evangeličanski cerkveni občini Koper Izola. Bila sta tudi pred 14 dnevi tam, pomagata pri zamenjavah. Drage sestre, dragi bratje, spoštovani sodobni Evropejci, ljudje razuma, čistih ulic, brezstičnega plačevanja, dizajniranja genov, umetne inteligence, listanja po zaslonih in neosebnih odnosov. Priznajmo si, pljuvati po tleh je ogabno, gnusno, nekulturno, neolikano, prostaško. Če bi to naredil kak voditelj, bi moral odstopiti. Če bi to naredil šef, bi ga tožili. O tem bi pisali mediji. Če bi to naredili starši, bi jih izžvižgali. A natanko to je naredil Jezus. Naš fini, urejeni, odišavljeni odrešenik je pljunil na tla. Mi tega zagotovo ne bi zapisali. Mi imamo radi sterilnega Boga, ki diši po sivki pa čistih rjuhah, Boga, ki ga zapakiramo v lep nedeljski paket naše tradicije. Ustvarili smo Boga po svoji podobi kot uljudnega Gospoda, ki nas ne vznemirja, spoštuje hišni red in drži moralna pravila. Zaprli smo ga v cerkve, muzeje, teološke fakultete, Sveto pismo, ga odišavili, da ne bi smrdel po konkretnem življenju. Evangelist Janez, teolog, je edini zabeležil ta dogodek, ker njegov evangelij ni napisan kot kronika Jezusovega življenja, ampak kot globoka teološka drama, Božji znamen. Pa vstanimo, pa prisluhnimo tej drami. Evangelij po Janezu 9. poglavje od 1. do 7. vrstice. Ko je šel Jezus mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga vprašali, rabi, torej učenik, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep? Jezus je odgovoril, ni grešil ne on, ne njegovi starši, ampak da se na njem razodenejo Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta. Ko je to izgovoril, je pljunil na tla in slino naredil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel, pojdi in se umij v vodnjaku Siloa, kar v prevodu pomeni poslani. Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Poslušali smo Božjo besedo, Bogu hvala. Preseneča nas, da je Jezus dobesedno slino naredil blato in z njim namazal bolnikove slepe oči. Rekli bi sveti vandalizem. Bog, ki si upa uničiti svoj ugled, razbija vse naše predstave o njem. To je absurdna podoba Boga, to je škandal krščanstva, čisto pohujšanje za prefinjeno evropsko kulturo. Mitologija tega ne pozna. Ostale religije temeljijo na ločenosti od materije, na lebdenju nad umazanijo. V islamu je Bog neskončno oddaljen od blata. To je tudi za svetovno književnost unikum. Človeška domišljija hrepeni po eliksirju estetike. Nihče
V celotni zgodovini človeštva si ni izmislil Boga, ki bi pljunil na tla in iz prahu naredil blato, da bi nas rešil, da bi spregledali. A ravno ta absurd, popoln zlom človeške logike me prepriča. To dejanje je tako tuje našemu egu, tako nasprotno vsemu, kar bi človek želel slišati, da je pravzaprav edini pravi nadčloveški izum. Človeški je preveč preračunljiv, intelektualen, racionalen, da bi si izmislili Boga, ki pljuje po tleh in nas na ta način vznemirja. Mi bi ga oblekli v smoking, da bi ga občudovali, da bi potrdil naš ego, našo samopodobo, naš napuh. Tak Bog, o katerem piše evangelist Janez, ne gre skozi naše psihološke, filozofske, sociološke, moralne, higienske, kulturne, verske filtre. Toda Bog, ki ne pljuje po tleh, ne more rešiti nikogar, ker bi bil preveč sterilen. Mi pa smo grešniki, narejeni iz prsti zemlje. Če nas tak Bog moti, ga ne poznamo zares. Pred Jezusom stoji človek v temi. Današnja nedelja vidimo, da je usmerjena v luč. Človek pred Jezusom stoji v temi. Učenci takoj pametujejo, tudi jaz bi, če bi bil poleg. Kdo je kriv? Kdo je grešil? On ali njegovi starši, da se je rodil slep? Ali če dodam etiketo, poglejte, len je, neumen, nepošten, grešen, neodgovoren, nima prave vere, nobene kulture. Iskanje krivca je simptom vsake družbe. Takoj bi radi odgovor, diagnozo, študijo, krivca, analizo, dokaz krivde. Radi bi moralizirali o tuji nesreči, medtem ko pijemo kavo. Živimo v družbi, ki je obsedena z mrzličnim iskanjem dežurnega krivca. To je grešnega kozla. Prizor, ki bi moral vsakemu človeku prebuditi globoko sočutje ob pogledu na slepega človeka. Prebudi povsem nekaj drugega. Prebudi obrekovanje, spletkarjenje, natolcevanje, debato. Kdo je kriv? Krivi so politične elite, sistem, zdravniki, pedagogi, starši, družba, vzgoja, cerkev, partner, družbena omrežja, strici iz ozadja, migranti, genetika, korporacije, tehnologija in tako naprej. Končno Adamov sindrom. Kriva je Eva, kriva je kača in kriv je Bog. Smo vizualno prenasičena generacija virtualno ushičenih uporabnikov. Gledamo retuširane obraze, gledamo popolna kosila z nagrajenimi zvezdicami. Spolirane dopuste, nasmejane ljubimce, bleščeč svet brez napak, v katerem so zakriti osamljenost, revščina, bolečina, trpljenje, solze, smrt. Imamo oči, vendar ali sploh vidimo? Helen Keller, ki je bila slepa, je rekla, ni težava v tem, da je človek slep in ne vidi. Težava je v tem, da ima človek oči, pa ne vidi.
Postali smo najbolj slepa generacija v zgodovini sveta. Z varne razdalje našega kavča ocenjujemo druge, kujemo teorije zarote, programiramo algoritme, na kar v ta naš sterilni mehurček trešči evangelij. Z neba, Jezus, iz oči v oči, sooči se z umazano resničnostjo Jeruzalemske ceste v evangeliju. Žal pa namesto ljubezni, osebne bližine stopi analiza. Kdo je kriv? Svoje komentarje napišemo na portale, beračimo potem za všečke, kako nečloveško. Ko vidimo zlomljeno življenje, ločitev, psihični zlom, nasilje, izgorelost, odvisnost, krivico, zlorabe, bedo, trpljenje, pa sprašujemo, kdo je kriv. Najprej iščemo krivca, torej temo za debato, potem pa za medijski linč. Ko učenci gledajo trpečega človeka, ne vidijo osebe, vidijo problem. In na ta problem pokažejo s prstom. Želijo krivca. Kajti, če najdejo krivca, so oni boljši, se počutijo varne. Imajo odvezo od odgovornosti zanj, lahko gredo mirno z mirno vestjo mimo, obdržijo svoje čiste, svete roke. Gre za ščit, kajti komur uspe ugotoviti, kdo je kriv, mu ni treba spremeniti sebe. Preplavi nas umazani podzavestni užitek, da smo pa le boljši od drugih in uspešnejši in pametnejši in moralnejši in čistejši in lepši. Tuje trpljenje uporabimo kot podstavek za svoj ego. Okrivimo žrtev, da opravičimo svojo pasivnost. Vsakič, ko obsojamo, kdo je kriv, kot so to storili učenci, ponavljamo uničujočo Adamovo slovnico, ki sem jo že omenil. Eva je kriva, kača je kriva, Bog je kriv. Bog ne obtožuje porušene zakonske zveze, niti otroka v globoki depresiji, niti zaprtega človeka v svoji sobi, niti prijatelja, ki se je ujel v digitalni džungli, niti grešnika, ki sam zardeva zaradi svoje grešnosti. Jezus nima časa za iskanje krivcev. Medtem ko nekdo krvavi v temi, on naše moralne igrice sesuje z besedami, da ni grešil ne on, ne njegovi starši. Jezus ni začel z učenci teološke, akademske razprave o grehu, o krivdi, ampak je s kretnjo, s katero smo začeli razmišljanje, skozi zgodovino sporočil, dovolj je kritik, dovolj je lažnih mask. Prenehajmo z analizami, nehajmo secirati tujo bolečino pod mikroskopom svojega čistunstva. Tak človek ne potrebuje nobene teorije o krivdi, potrebuje dotik, potrebuje razumevanje, potrebuje luč, potrebuje ljubezen, bližino, tolažbo. Mi želimo Boga, ki diši po svetem kadilu, nočemo umazanije. Kakšen Bog je to, ki pljune in z blatom namaže človeku v oči, ki so bile že tako ali tako slepe in človek itak ni videl? Čemu na slepe oči nanesti še eno plast blata, da je postala njegova tema dvojna? Dozdeva se, da je Jezus s tem situacijo poslabšal. In tako mislim tudi jaz, ko se soočim v življenju s težavo. Ali se vam je kdaj zgodilo, da ste molili za neko stvar, pa je šlo vse še bolj narobe? Dobrodošli v coni blata. Največkrat je Božji prvi korak za rešitev težav tak, to nas zdrami.
da ugotovimo, da smo še bolj odvisni od njega. To blokira naš napuh, našo neodvisnost, našo varnost. To nas začne premikati k njemu. Mi vidimo na očeh blato, Bog pa vidi v tem gradbeni material. S tem zorimo. Zakaj Jezus preprosto ni izrekel besede in bi se čudež zgodil, samodejno, kot je bilo to z eno samo besedo, ko je bilo priklicano stvarstvo in je vse nastalo, celotno vesolje. Sodobni človek ima rad sterilno vero, neoporečno duhovnost, urejene cerkve, pobožne občutke, mikavne svetopisemske vrstice, lepe zakramente, prijetno glasbo, zapakirane odgovore in dezinficirano vero. Bog, ki je 3-krat svet, pa si roke maže z blatom naše realnosti. Če se nam zdi krščanstvo čista ideologija, smo zgrešili Boga. Jezus je uporabil svetopisemsko biologijo in materijo. V svetopisemskem jeziku so usta vir Božje besede. Prerok Izaija je zapisal, da se Božja beseda nikoli ne vrne prazna. Jezus je zato uporabil lastno slino, ne vode, ne nečesa zunanjega, od drugot, kajti Božja moč ne prihaja iz zunanjih virov, ampak neposredno iz njegovih ust. Njegova slina, metaforično, slikovito, je podaljšek njegove besede. So koncentrat njegovega diha. Jezus je v prah Palestine ugradil Božji DNK. V slini je namreč DNK. Vprašajmo kriminaliste. Svojo bit, svoj Božji DNK je ugradil v to blato. To ni bila kozmetična blatna maska za lepši obraz, ampak to je bila infuzija Božje identitete za ranjeno človeško anatomijo. Prva cerkev je verjela, da se je ta človek rodil brez obeh oči, da je bil organsko nepopoln, da so bile tu le 2 globoke jame, brez organa oči. Jezus jih je izoblikoval iz blata, so zapisali prvi cerkveni očetje. Tako kot je bil izoblikovan iz blata Adam in je dobesedno ustvaril Jezus, torej nov, manjkajoči organ, s čimer je izvedel novo stvarjenje človeka. To je svetopisemska kemija, svetopisemska fizika glede svetlobe in svetopisemska medicina in biologija. Uči nas, da je ta prah naša izvorna koda, v katero se bomo tudi povrnili. Prah si in v prah se povrneš. Jezus ne izgovori magične besede, ampak poklekne v blato, si umaže roke, postane kipar, iz blata zemlje oblikuje eno oko in še eno oko. Da, duhovni vid, zato da vidimo Boga in sočloveka, bližnjega, kakršenkoli pač je. Zakaj ravno oko, ne roko, roke, noge? Zato, ker nas je Jezus poučil, da je oko svetilka telesa. Če je oko pokvarjeno, pravi Jezus, je v temi celotno telo. Ravno oko je v raju Edena na začetku prvo zbolelo. Ni zbolelo srce, ne možgani, ne roka, ne ledvica, ne ušesa. Eva je videla, da je drevo dobro zajet in mikavno za oči. Tako je zapisano. Greh se ni začel z roko, nogo, srcem, ampak s pogledom.
Oko je organ za zretje Božje slave. To mora biti. Oko je oko duše. Sluh posluša zapovedi, roka izpolnjuje zakone, oko pa se zaljubi. Tako smo se zaljubili. In imamo oko duše, ki ne sme biti v temi, da se zaljubimo v Boga in bližnjega. Bog ne želi verskih robotov, želi ljudi, ki smo sposobni stopiti v odnos ljubezni. Po rabinskem pravu je bilo mešanje blata v soboto, bila je namreč sobota, strogo prepovedano, saj je to pomenilo za Jude gradbeno delo. Toda Jezus je svojo kretnjo pokazal, da je ljubezen do trpečega človeka nad rituali, nad postavo in da je on gospodar vsakega dne, sobote in nedelje. In če nihče ni kriv, če nihče ni grešil, ne on, ne njegovi starši, se pred nami odpre najtežje vprašanje. Ali je potem kriv Bog, ki je dopustil, da človek berači in čaka, da se na njem razodene Božja slava? Ali je to pošteno? Kako naj človek ne obupa nad takšnim Bogom? Trpljenje, dragi moji, ni Božji načrt, je posledica biološke ranljivosti, fizikalnih zakonov, naravnih zakonov sveta. Bog ni avtor slepote. Božja slava se ne hrani s človekovo nesrečo, temveč se razodene takrat, ko Bog vstopi v to nesrečo. In če se kdorkoli počuti nesrečnega, dovolimo, da Bog vstopi v to nesrečo. Slepec ni spregledal v trenutku, ko se ga je Jezus dotaknil, kot bi to pričakovali. Ni bilo tako. Jezus ga je poslal na pot v Siloa, k vodnjaku v Jeruzalemu. Predstavljamo si tega človeka. Na obrazu je imel posušeno blato in slino neznanca. Ljudje so ga gledali, se mu posmehovali in se ga izogibali. Tudi mene bi se, če bi tak hodil skozi mesto. Poti do vodnjaka ni videl, moral je tipati se, spotikati se, zanašati na pomoč drugih. Jezus je od njega zahteval le eno: zaupanje, poslušnost, pot vere. V popolni temi. Kierkegaard, teolog, je rekel skok v temo. Bog pogosto ne nudi instantne, takojšnje rešitve, ampak gre za proces, preden vidimo rezultat. Slepec je spregledal šele takrat, ko je ubogal Jezusa, ki je poslan od očeta. Poslušal in ubogal je tistega, katerega sploh ni videl. Sploh ga ni videl, pa ga je ubogal. In to je bila pot sramu, z blatom na obrazu in s tujo slino. Božji čudeži niso za lene, ležerne ljudi. Videti moramo biti čudni pred svetom. Kajti duhovnega preboja ni, dokler se sramujemo Boga. Ljudi je sram povedati, da so utrujeni, žalostni, bolni, zlorabljeni. Sram nas je pasti na kolena, jokati pred Bogom. Sram nas je prositi odpuščanje. Sram nas je priznati, da smo ravnali narobe. Sram nas je javno priznati, da smo kristijani. Sram nas je iti v cerkev. Bog pa pravi, če želiš videti mojo slavo, moraš biti pripravljen iti skozi mesto z mojim blatom na obrazu. Kaj je današnja sodobna Siloa? To je vsak odnos, ki od nas zahteva čas, podarjanje, prilagajanje, bolečino. To je vsak poraz, neuspeh, kritika, premagan predsodek, zmaga nad šušljanjem za našim hrbtom, premagana sebičnost, utišana zavist,
borba za golo preživetje, premagano rivalstvo. To je tudi vsaka skodelica čaja, ki jo skuhamo osamljenemu sosedu, pa prijazen pogovor s starčkom v domu starejših občanov ali pa stisk roke nekomu na ulici ali na klopi v parku, to je sprejetje sočloveka ne glede na njegov predznak. In kdo je v tej zgodbi zares slep? Slepi človek se je umil in spregledal. Verska elita, farizeji v nadaljevanju pravi, ko so to zvedeli in slišali, pa so negodovali. Namesto, da bi proslavljali čude, so začeli preiskavo Boga, ker se je to zgodilo v soboto, pa na tak način. Kakšna grozljiva slepota. Pravila so jim bila pomembnejša od človekovega življenja. Tudi danes nas obkrožajo ljudje, ki natančno vedo, kje kaj piše v Svetem pismu, vedo, kdo gre v pekel in kdo gre v nebesa, vedo, kdo krši pravila, kdo pozna Boga in kdo ne pozna in kdo ima dovolj vere in kdo nima dovolj vere. Bog pa si umaže roke z grešniki na ulici. Veste kaj? Kaj, če je, zdaj, ko končujemo vse to, kar govorim, laž? Napisal sem lepo teološko korektno pridigo, poslušamo, vidim, da poslušamo, razmišljamo, prikimavamo. Čez nekaj minut bomo odšli iz cerkve. Zunaj nje bomo srečali človeka z družbenega dna, soseda, ki trpi v osamljenosti, bolnika, ki umira v paliativi, najstnika, ki ga nihče ne razume, a bomo obrnili morda glavo stran, zaklenili svoje domove in zaklenili tudi cerkev. Zadovolji nas plitek verski šov, našo vest poteši, če darujemo nekaj evrov v puščico, in naš tedenski posel z Bogom je končan. Potem nismo nič boljši od učencev, ne od farizejev in ne vidimo, kaj Bog dela na ulici. Krščanstva ne smemo spremeniti v udoben nedeljski hobi, v duhovni wellness center, medtem ko je naša ljubezen do bližnjega hladna kot kamen. Tak Bog ne obstaja. Krščanstvo je več kot bonton. Krščanstvo je škandal ljubezni, ki si umaže roke z ljudmi. Morda pa raje lepo dišimo, a ostajamo slepi. Ko so učenci spraševali, kdo je grešil, so postali zakonodajalci, ki iščejo paragrafe, da bi človeka obsodili. Toda greh ni moralni prekršek v prvi vrsti. Greh ni kazen, greh je bolezen duha, je neuspeh bivanja, je zaprtost vase. Greh je egoizem, je zgrešitev smisla, je zavrnitev odnosa z Bogom in bližnjim, kar v svetopisemskem jeziku imenujemo pekel. Jezusovo sesutje moralnih igric je dokončni dokaz, da Bog ne nadzoruje sveta kot vesoljski diktator. Če bi imel Bog moč, da enostransko prepreči trpljenje, pa tega ne stori, tak Bog ni ljubezen. Bog ni vsemogočen v smislu absolutnega, ampak v smislu ljubezni. Bog je vsemogočen v svoji ljubezni. Bog berači in skupaj z nami trpi s trpečimi v isti temi in v istem blatu. Sveta nebesa niso nekje nad nebesi, tam zgoraj nad oblaki, tu, v novomeških krajih, Sloveniji, jeruzalemskih cestah, New Yorku, Chicagu, Seulu, Tokiju. Kdor išče Boga v sterilnem oblaku svoje moralne popolnosti, bo našel le hudiča, oblečenega v angela luči, ker moj Bog
In evangelski Bog si roke umaže z blatom. Ko postane religija sistem moralnih dolžnosti, človeka pa postavimo na sramotilni steber, postane Bog zgolj vrhovni policist, cerkev pa duhovna klavnica, ki proizvaja krivdo, verske travme in psihoze. Resnica cerkve ni njena čistost, ampak ljubezen. To je popolnost cerkve. To je pravovernost cerkve. Cerkev je cerkev samo takrat, ko obstaja za druge. In zadnja misel, pot do vodnjaka Siloa je poziv k sodelovanju med ranjenim človekom in ranjenim Bogom, križanim Bogom. Bog ne dela magičnih trikov, ki iz nas delajo pasivne lutke. Ker nas Bog ne nadzoruje, nas ne more ozdraviti brez nas. Tudi tega človeka ni prisilil. Ta človek lahko ne bi šel k vodnjaku v Silo. Moral je sprejeti tveganje, prevzeti svojo svobodo, stopiti na pot vere, če tudi z blatom na obrazu. Kolikokrat se dogajajo v našem krščanskem življenju absurdne, nelogične reči, ker Bog tako dela. Zato verjamem v evangelij, ker če bi ga pisal človek, bi vse to zradiral. Naš čistunski razum, takšnega sterilnega Boga si izmišljamo sami, da bi poveličevali svoj ego in religijo moraliziranja in da bi lovili črne pike na naših bližnjih. In ravno zlom tega je najmočnejši dokaz Božje resničnosti in njegove neskončne ljubezni do nas. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Vabim k molitvi. Jezus Kristus, oprosti mi za mojo slovnico obtoževanja in mrzlično iskanje krivcev. Poglej v mojo temo slepote. Stopi na mojo umazano cesto navidezne svetosti in mi daj pogum, da grem skozi ta svet s tvojim blatom na očeh. Ponosen, da sem tvoj učenec. Vem, da bodo moje slepe oči takrat ozdravljene. Jaz pa bom končno pripravljen umazati svoje roke v ljubečem služenju, trpečemu sočloveku. Amen. Skupna pesem pravi: Jezus, odpri mi oči, da te vidim.
Ker smo Kristusova cerkev, bomo skupno molitev molili Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker Tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Prejmite še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sjati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Amen.